Najprej poglejmo, kako je na Vrhniki, kjer je včerajšnje popoldansko neurje po prvih ocenah povzročilo za okoli 200 000 evrov škode. Po nekaterih podatkih naj bi v 3 urah padlo več kot 170 litrov dežja na kvadratni meter. Hribski potok in potok Bela sta poplavila ulice v središču Vrhnike, voda pa je zalila tudi več stanovanjskih hiš in blokov. Gasilci so morali tako prečrpati vodo iz kar 85 stavb, delo pa so končali šele pozno ponoči. Potok Bela in Hribski potok, ki so včeraj popoldne poplavila hiše in ceste, sta se že zvečer vrnila v svoje strugi. Prebivalci pa so dan začeli s pospravljanjem. Je pa zalil kuhinjo pa kletne prostore, ne? Spalnice dnevne, tudi kuhinja je, pol pa najna, spalnica je šla. Naselje Klist in Gradišče, kjer je voda zalila kleti in pritličja stanovanjskih blokov, so zjutraj obiskali predstavniki upravljavca, da bi ocenili škodo. Oplesk bo treba zamenjati na teh kletnih prostorih. Zdaj, kaj so imeli pa sami stanovalci škode, je pa vprašanje, ne? Mi imamo seveda vse, od bormašine, čevlje hribovske, kaj vem. Moram še pogledati to škodo, ker pravzaprav včeraj smo v glavnem, gasilci so prišli in pa smo sami izkleti vso vodo nekako sprave z metlem, škafi, z vsem tem. Včeraj je stanovalcem pomagalo 164 gasilcev, poleg vrhniških še enote iz Logatca in Horjula. Najprej smo prečrpavali vode in čistili kleti oziroma zalite kleti, ne? Potem smo v bistvu sanirali, kolikor se je pač dal v tistem prvem trenutku. Voda je zalila tudi kurilnico Vrhniškega zdravstvenega doma. Nekaj težav zaradi izpada električne energije in pitne vode pa so imeli tudi v vrhniški pekarni. Veter je odkril nekaj hiš, pred vrhniško osnovno šolo pa je neurje podrlo 2 drevesi. In kolikšna je škoda? Ja, trenutno, to je začasna ocena, je približno 200 000 evrov, od tega približno tam nekje pol na infrastrukturi, pol na individualnih objektih. Končna ocena škode bo znana v prihodnjih dneh. V Kidriče. Popoldne se je nad slovensko obalo zneslo pravo neurje. Tramontana večjih nevšečnosti v prometu sicer ni povzročila, v koprskem pristanišču pa so sunki vetra potrgali vezi na drugem pomolu privezane ladje s kontejnerji. Otrgana vrv je zadela mornarja, ki so ga z velikimi težavami prepeljali na kopno in nato v bolnišnico, medtem ko so kar 3 vlačilci morali veliko ladjo tiščati k pomolu. Po dobri uri so ladjo vendarle uspeli trdno privezati. No, tramontana se je zdaj, kot poročamo, že polegla. Kakšno pa je sicer v tem trenutku vreme po Sloveniji, nam bo povedala Bojana Ksela. Bojana, izvoli. Jaz za zdaj še vedno dežuje po večini Slovenije na avtocesti Ljubljana-Koper pred cestninsko postajo na Anosu zaradi močne burje prepovedali promet za kamp, prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton. Sicer pa je deževje najbolj obilno na Dolenjskem v okolici Ljubljane, med drugim ponovno oziroma žal tudi na Vrhniki. Po zadnjih podatkih oziroma po zadnjih informacijah so gasilci v 3 urah opravili okoli 20 intervencij, voda ponovno zaliva kleti, v Ljubljani pa so zaradi udara strele ostali za nekaj časa tudi brez elektrike. Bojana, kakšne pa so napovedi za prihodnje ure? Ja, po napovedi vremenoslovcev bodo padavine do 22 ure postopno ponehale. Posebno opozorilo pa še zmeraj velja za celotno Primorsko, kjer naj bi tramontana dosegel hitrost do 90 km/h. Seveda bomo stanje situacijo spremljali še naprej. Več informacij pa v 24 urah zvečer. Bojana, hvala za te informacije.